In mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Poleg Marije, ki smo jo z uvodno pesmijo poklicali na pomoč, se danes na njun slovesni praznik zatekamo po pomoč tudi k svetima bratoma Cirilu in Metodu. Imenujemo ju za slovanska apostola, torej naša apostola, in jo častimo tudi kot sozavetnika vse Evrope. Sta eden od pomembnih temeljev edinosti med katoličani in pravoslavnimi, saj ju za svetnika častimo eni in drugi. Kot bomo slišali kasneje, je bilo njuno goreče misijonsko prizadevanje in delo skoraj da do konca zatrto, a svetloba njune gorečnosti in ljubezni sije skozi stoletja. Tako je z vsakim, ki se v svojem delu in trudu predaja v Božje roke. Prav zato smo se danes zbrali, da bi svoje delo in trud minulega tedna izročili v Božje roke, da bi svoje prizadevanje izročili njemu. Izročimo mu vse, na kar smo ponosni, pa vse, kar nam je spodletelo, vse, kar se nam zdi, da nas je veliko stalo, pa je bilo zaman, in vse, kar smo čutili, da bi morali, pa nismo. Vse, dobri Oče, izročamo v tvoje roke, na tvoj oltar, da ti sprejmeš, odpustiš in posvetiš. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda za apostola evangelija in učitelja krščanske kulture.
V Svetem Duhu nas razsvetljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili tvojemu ljudstvu ter ostali trdni v veri in ljubezni do cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Tako govori Gospod Bog. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel, ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav. To je Božja beseda.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, če tudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kako nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij. Ne kako bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti, ne pri vas, ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste nam se priljubili. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Včasih redko se zgodovina nasmehne tudi majhnim, včasih tudi neznatni ujamejo kaka na kratko odprta zgodovinska vrata. Tako smo, denimo Slovenci, v pravem trenutku naredili vse, da imamo danes svojo državo. Tako smo Slovenci pred pol tisočletja po zaslugi protestanta Jurija Dalmatina postali 16. narod na svetu, ki je lahko prebiral celotno svetopismo v svojem lastnem jeziku. 16. narod na svetu. Tako za ilustracijo danes je svetopismo vsaj deloma prevedeno v 2000 jezikov. Mi, mali Slovenci, 16. na svetu, ki smo imeli svetopismo v svojem jeziku. In po podobnem vizionarstvu, tokrat po zaslugi Cirila in Metoda, torej v resnici že veliko prej, je stara slovanščina postala 4. jezik, v katerem se je obhajalo krščansko bogoslužje. Vse do 9. stoletja so veljali za svete jezike samo Jezusova hebrejščina, biblična grščina in rimska latinščina. In tudi dolgo po Cirilu in Metodu je bilo enako. V prvih mesecih leta 868 je tedajni papež Hadrian II. V baziliki Marije Velike, Slovenci rečemo Marija Snežna in jo imamo tudi zato zelo v čislih. Tam je papež iz rok Cirila in Metoda sprejel bogoslužne knjige, ki sta jih brata sama prevedla v slovanski jezik.
te knjige blagoslovil in jih položil na oltar, na oltarno mizo, in to je pomenilo, da so sedaj primerne za bogoslužno rabo. In prav tam je v navzočnosti papeža Ciril prvič obhajal bogoslužje, med katerim so zazveneli bogoslužni spevi v slovanskem jeziku. To je bil gotovo eden od vrhuncev v večletnem misionarskem trudu obeh bratov. Bila sta doma iz Soluna ob Egejskem morju, danes bi rekli v multikulturnem mestu, grškem sicer, ki pa je bilo poseljeno, zlasti njegova okolica, tudi s številnimi slovanskimi plemeni ali ljudstvi. Ne vemo natanko, morda se je po njunih žilah pretakalo celo kaj slovanske krvi, morda pa sta se jezika preprosto naučila in slovansko kulturo tudi posvojila. Vsekakor sta bila zaradi znanja jezika povabljena na Veliko Moravsko, to je na področje današnje Češke in Slovaške, kasneje pa sta nadaljevala svoje delo tudi bliže našim tlem. Delala sta to v slovanskem jeziku, uporabljala sta posebno pisavo, vemo, ki jo je iznašel Ciril in se imenuje glagolica. Jezik, ki sta ga uporabljala, danes imenujemo stara cerkvena slovanščina. Da ne ostanemo seveda zgolj pri zgodovinskih podatkih, bi želel izpostaviti že na tem mestu enega od dragocenih poudarkov, ki ostajajo po vseh teh stoletjih. Približati se človeku v njegovem jeziku, sprejeti njegovo kulturo, vzeti ga zares in mu na njegov način povedati o Jezusu. O tem med drugim pripovedujeta Ciril in Metod. Nas kristjane je velikokrat strah, da bomo povedali kaj narobe ali pa da ne bo teološko natančno. Kar se tega tiče, nam imata Ciril in Metod veliko povedati. Teološko natančno se je tedaj dalo povedati samo v latinščini. Naj se vemo, da so se celo učenjaki in teologi okrog kake besedice veliko prepirali, okrog ene same latinske besede, tak ali drugače izrečene, so nastajali celo razkoli v cerkvi. Ona dva sta pa pogumno pripovedovala evangelij in zgodbo o Jezusu v jeziku, ki ni znal teološko povsem precizno povedati vseh stvari. A kaj koristi teološka neoporečnost, če je nihče ne razume? Če povemo o Bogu tako, kot nas On nagovarja v resničnosti našega življenja, ne moremo zgrešiti. Tudi o tem nam pripovedujeta sveta brata. In če povem z ljubeznijo in predano, to ne more ostati brez blagoslova. In če tudi kaj ne bo teološko, pa vsem točno, bo že Sveti Duh poskrbel, da bo naše misijonsko delo in prizadevanje dopolnil ali pa, če bo treba, tudi popravil. Ciril in Metod sta bila med našimi predniki sprejeta s široko odprtimi rokami. Z Veliko Moravske, kot rečeno, sta se kasneje odpravila tudi bliže našim krajem v Panonijo, a to je samo žal ena plat medalje, druga plat so, kot vemo iz zgodovine, zelo močna nasprotovanja zlasti med nemško govorečo duhovščino in zlasti med vodstvom Salzburške in škofije v Passavu. Tam sta naletela na zelo močne nasprotovanja, zagovarjati sta se morali iti celo k papežu in to večkrat. Kasneje je papež Metoda imenoval celo za nadškofa Panonije in Moravske, a nasprotovanj s tem ni bilo konec. In tudi po njuni smrti se je nadaljevalo nasprotovanje njunemu delu, njune učence so izgnali, slovansko bogoslužje pa znova prepovedali. Skratka, ne moremo se znebiti vtisa, kot da je vse njuno prizadevanje le kot kratkotrajni plamen sveče, ki sta ga zanetila, pa je bil kmalu hladno upihnjen in zatrt. Tisto, kar se je zdelo kot nasmeh zgodovine,
se na prvi pogled zdi kot tak ciničen posmeh. In kaj odgovoriti na ta ciničen posmeh? Sam bi iskal odgovor v 3 smereh. Prvič, vrniti se moramo tja, kjer kristjani vselej iščemo in moramo iskati svoj temelj. Jezus pravi, niste vi mene izvolili, ampak jaz vas. Prvi odgovor je, ni naša naloga pisati statistike o učinkovitosti našega dela. Kristjani smo Jezusovi učenci današnjega časa, nas pošilja v današnji svet, kakšen je uspeh in učinek naših prizadevanj, pa ni stvar naših presoj. Drugič, Ciril in Metod sta v očeh kristjanov sveta brata, torej sta pri Bogu. Njuno delo ni zaman, tudi zato, ker ga nadaljujeta svojo priprošnjo v nebesih. Razglašena sta bila, kot rečeno, celo za sozavetnika Evrope in dobromisleči kristjani, kot rečeno, katoličani in pravoslavni, ju častimo in se zahvaljujemo za njuno delo. In tretjič, zgodovina ni vselej najboljša presoja dela in truda. Pogled od daleč, ki ga nudi zgodovina, velikokrat ne pokaže prave resnice. Šele pogled od blizu v konkretne življenjske zgodbe nam lahko spregovori o konkretnih osebah, ki so prav zaradi tistega plamena sveče živeli srečneje in lepše. Če je le eno srce zaradi pričevanja naše vere našlo kanček smisla in se zaradi naše vere približalo Jezusu, je vredno in ni izgubljeno in nepozabljeno. Zgodovina tega seveda ne bo opazila, a tisto srce je utripalo srečneje. In nenazadnje Bog, ki ne pozabi niti kozarca hladne vode, ki ga ponudimo komu, kakor obljublja Jezus, ne bo pozabil naše velikodušnosti, kaj šele naše misionarske vneme. Zato sveti Ciril in Metod prosita za vse nas. Amen. V svojem jeziku izpovedujemo tudi našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in 3. dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, slovesni praznik naših slovanskih apostolov in učiteljev Cirila in Metoda je praznik hvaležnosti za Kristusovo blagovest in krščansko omiko, obenem pa priložnost, da zaupno prosimo za Božjo pomoč in varstvo našemu ljudstvu. Prosimo za Božjo cerkev v našem narodu in vseh slovanskih ljudstvih.
da bo vztrajna in neutrudna pri oznanjevanju blagovesti v našem času. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse slovanske škofe in njihove pomočnike, da bi v gorečnosti in podjetnosti posnemali sveta brata. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse slovanske narode, da bi živeli v miru, slogi, duhovnem in zemeljskem napredku in v edinosti vesoljne cerkve. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse, ki trpijo, posebno za zapostavljanje in poniževanje zaradi vere in zvestobe v cerkvi, da bi nikoli ne obupavali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse, ki vzgajajo mladino, oblikujejo našo omiko, znanost in umetnost, da bi služili večni modrosti in lepoti. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Jezus, dobri pastir, tvoje ljudstvo smo, tvoje ljubljene ovce, usliši naše prošnje in nas vse združi v edinosti vere in ljubezni, za kar sta naše prednike navduševala sveta brata, tako bomo vsi zbrani v tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri oče, na slovesni praznik slovanskih apostolov te častimo svetim bogoslužjem v svojem jeziku. Naj nam ti darovi pomnožijo ljubezen in spoštovanje do bratov in sester po veri in vnemo za krščansko edinost. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ s praznikom svetih bratov Cirila in Metoda. Z gledom njunega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njunim oznanjevanjem nas poučuješ in na njuno priprošnjo varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet,
Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ki si zmeraj z nami na naših poteh, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošlji svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerju vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Frančišek, naši škofje in vse tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Dobri Oče, usmili se naši bratov in sester, ki so v Kristusu v miru že odšli v večnost. Hvaležni ti danes priporočamo Rajno Marijo in Antona Šoba, Rajnega Darka Turnška, in vse rajne, kateri vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu, večnemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, z apostoli in učenci, svetima bratoma Cirilom in Metodom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam,
zdrave in krepke obvarujem, pasel jih bom, kakor je prav. Beseda, ki zveni, kot bi jo izrekel Jezus, pa je že starozavezna, iz ust preroka Ezekijela, izrečena pa v Božjem imenu. Slika nam Boga, ki je neizmerno skrben, ljubeč in pozoren do vsakogar od nas. Bog ostaja tudi vsakomur od nas dobri pastir, ki je pozoren do vsake naše potrebe, ki opazi vsako našo stisko, ki poskrbi za naš počitek, ki obveže rane, ozdravi bolezni in nahrani naše duše. Hvala ti, Bog, naš dobri pastir, hvala ti, naš dobri Oče, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Velikokrat se nam naš trud zdi zaman. In to, da ne vidimo sadov svojega dela. Ali še huje, to, da v kako delo vlagamo ogromno svojih moči, pa se vse skupaj zdi zaman. To nas lahko kdaj naredi tudi malodušne. Nam vzame polet, energijo, moč in navdušenje. Cirila in Metoda nam danes svetniški koledar ponuja kot imeniten zgled, kako iti preko takih temnih odsekov naše poti. Bila sta neustavljiva. Vselej sta našla dovolj moči za nov korak, za nov projekt, za novo besedo. Za novo pot v Rim, za novo pot do src Slovanov. Tudi če sveča zaplameni za kratek čas, je tisti čas nekomu zaradi nje prijetneje in topleje pri srcu. Nič ni zaman. Če je v srcu resnična ljubezen, nič ni zaman. Mir z vami. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Sveti Bog, naše upanje in naša moč, zahvaljujemo se ti za nebeško hrano, ki nas druži v eno družino. Naj pomnoži v nas vero, upanje in ljubezen, da bomo v življenju zvesto posnemali naša sveta učitelja Cirila in Metoda, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Mašni nameni danes za Marijo in Antona Šoba ter za rajnega Darka Turnška, jutri za Amalijo Šošta ter v zahvalu za uspešno operacijo sina Rudija, v torek za Romana Naraglava Osmina, v sredo za Jožefa Planinca, četrtek za Marijo Štefančič, Martina Živiča in Rudija Buršiča, v petek za Jožefa Ivnika 30. dan, v soboto za Olgo Janeza in Urško Zupan, danes teden zjutraj za Pavlo Vretič, nas dole za Kristino Mrzel in obe družini ter Rajne Vrstovškove in ob 10. za vse rajne iz družine Pajtler in Krajnc. In še eno obvestilo, povabilo v imenu cele naše animatorske ekipe. Letos žal nismo mogli pripraviti takega veselega, številčnega in radoživega oratorija kot zadnjih 12 let. Kljub temu pa animatorji nismo stali križem rok in se nismo vdali, zelo pridno se trudimo že nekaj tednov in se bomo šel naprej, zato da bi vse tiste pomembnejše stvari lahko posredovali naprej v obliki, kot je bilo že napovedano, TV oratorija. To bo program, ki se bo odvijal od te srede dalje 5 zaporednih sred, ob 10. bo ta program. Zdaj, če nimate takrat časa, ker ste v službi, seveda ostane posnetek in se lahko ogleda tudi kasneje. Ampak tako v neposrednem prenosu bomo z vami, torej 5 zaporednih sred ob 10. Ni pa to tak program, ki bi bil samo za otroke, tudi nasmejali se bomo zraven, pa vmes, tako kot vedno, tudi kakšna iskrica za nas večje otvorjance. Tako da lepo vabljeni, da se pridružite in tudi na tak način date morda potrditev delu naših mladih. Sicer pa, ko beremo Cirila in Metoda, njuno življenje, verjetno bo tudi vse nas zgodovina spregledala. Morda bo celo zgodovina rekla o nas, da smo živeli v obdobju, ko je šlo vse samo še navzdol. Ampak tako zgodovina. Tisto, kar je narejeno z ljubeznijo v srcu, o tem nam govorita sveti Ciril in Metod, tisto, kar je narejeno z ljubeznijo v srcu, ni in ne more biti izgubljeno. Še za zgodovino v Božjih očeh prav gotovo ne bo izgubljeno. Naj nam njuna priprošnja daje tudi navdih, da bomo v prihodnjem tednu vsako priložnost za dobro z navdušenjem izkoristili. Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Da
Ja čakam tudi zato, ker sem ključno informacijo pozabil pri povabilu na TV oratorij, torej kje ga lahko spremljate in spremljajo vaši otroci in mladi, tam, kjer ste navajeni že iz korona časa, torej na našem Facebook profilu ali pa YouTubeu, verjetno pa celo tudi na Ansat TV-ju, tako da ne bo treba niti računalnika odpreti. Torej še enkrat lepo vabljeni v sredo ob 10. prvič. In lep dan.